Kubi hiška je danes na trgu že več kot 10 let. In v tem času se je kar veliko enih stvari posodobil, spremenil, dodal, zato da je hiška res lahko dovršena, da tudi stilsko paše dejansko na vaš vrt. In zaradi tega je tukaj kar ena široka paleta materialov na voljo, da se probamo čim bolj stilsko uskladiti oziroma da čim bolj podrobno izpolnimo vaša pričakovanja. Včasih, kot mizarji, smo delali sami iz lesa in bi tudi pri tej varianti začel. Tukaj so 3 opcije sibirskega macesna. Vse je en material, ampak imamo opcijo, se pravi, recimo letov z rombom, letov z razmikom, ali pa take najbolj popularna opažne letve, se pravi tako, da se v bistvu letvice zatikajo ena v drugo in iz tega tudi naredimo praktično največ kubi hišk, ker je v bistvu najboljše razmerje med kakovostjo pa ceno. In hiška iz sibirskega macesna ne rabi nobenega vzdrževanja, les bo sicer posivel, lahko ga tudi olimo, več o tem govorim v drugem vlogu. Kar pa je glaven pomislek, koliko časa to zdrži, macesen v tej kakovosti zdrži generacijo. Se pravi, ni bojazni, da boste čez 10 ali pa 15 let hiško menjali, hiška bo zdržala bistveno dlje kot to. Naslednja varianta, ki bi jo pa kar mogoče tukaj zdaj takole dal, druga najbolj popularna je fasada izometa. To je v bistvu čist klasična fasada, taka, ki jo imate na stanovanjski hiši. Čist po enakih postopkih, spodaj imamo stirodur, lepilo mrežco in potem finalni sloj izometa, na katerem se pa da pa tudi zbirati barvo po barvni karti, tako da spet pridemo čim bližje vašem dizajnu. Ta stvar je tudi zelo nazika, tudi v tem primeru imate steno debelo 4 cm, tako da imate tudi malo izolacije. Ponovno pa tele dve opcije, ki sta pa v bistvu najbolj posebne in spadata v kategorijo Black Edition. In razlika med njima je v bistvu zgolj v izgledu, razlika je zgolj osebno mnenje, kjera stvar je pač bolj dovršena, kaj vam lep zgleda. Eternit zgleda takole, to so v bistvu cementne plošče in te cementne plošče spet ne rabijo vzdrževanja. To je bivša salonitka po domač povedan, samo da nima noter škodljivih snovi, pa možno izbirati barvo, se pravi default je antracit, v resnici pa na voljo enih 15 različnih barv. Potem pa pride na vrsto še prefa, to je pa pločevina, ampak ne tista klasična pločevina, ki se uporablja, ne vem, za industrijske objekte pa tako naprej, ampak to je v bistvu prav namenjeno za stanovanjsko gradnjo, namenjeno, da traja praktično večno in tudi barva je tako narejena. Te dve varianti, niti prefa, niti eternit, nista poceni, ampak pričarata pa res hud ambient, izredno lep dizajn, modern stil, sploh če ga kombiniramo kaj z lesom ali pa z ometom, pa predvsem sta zelo kakovostna materiala, kjer v bistvu sploh ni omejitve roka trajanja v teoriji. No, v praksi še vsi objekti iz tega narejeni stojijo, tako da nismo še skrajni noje testirali. Tako da, materialov je veliko, opcij je veliko, da se jih med sabo kombinirati, zato da res lahko pač pričaramo ta pravi ambient, kot ga na vrtu želimo. Moram pa opozoriti, da vedno, ne glede na to, kaj zberamo tukaj, kubi hiška vedno ostaja. Kubi hiška vedno ima svoje dizajnerske detajle, vedno ima svoje prepoznavnostne znake, tako da na koncu je vsaka hiška unikat, ampak še vedno je vsaka hiška kubi. Za danes je to. Hvala. Čau, čau.